Pozna se, da ste na počitnicah bili. Danes in jutri bo kolona velika na primorski avtocesti, vozni pas je zaprt med Uncem in Ljubljano. V ponedeljek pa bo zaradi del velika gneča na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Mariborom v obeh smereh. Na primorski avtocesti že od rane ure, nekako po 8 uri, so se začeli zastoji po ljubljanski obvoznici, na južni, kakor tudi na zahodni obvoznici, ter naprej do Vrhnike. Ste bili vmes, ne? Maja smo, kaj bo šele polet? Jaz predlagam, da gremo polet na dopust na Google Street View. Če ste za. Ista stvar, minus čakanje na mestu na odličnih slovenskih cestah iz 70-ih let. No ja, nekako se morali poznati, ne, da ste šli v Umag. Kako boste pa prišli do tam? No, in ko ne gre po avtocesti do Umaga, greste pa kje? Ja, po lokalnih, ne? Da bi se izognili gneči na obremenjeni Šmarski cesti, ki vodi proti hrvaški Istri, se turisti množično odločajo za bližnjico po lokalnih cestah. V bistvu tle po tej cesti, če vidite dolje, dejansko so hodili kamperji, avti z plovili od zadaj in enostavno ta naša pot, ker je tako ozka, ne požira toliko prometa. Pri nas je na primer slepa ulica, pa pripeljejo po to slepo ulico kamperji. Problem je v tem, da mi po tej cesti ozki hodimo v službo, da mi hodimo v šolo, v trgovino. In če ti iz službe prideš 3 ure kasneje, zato ker se ti nek kamper postavi in ne more več ne nazaj, ne naprej, je to ena velika težava. Da vas ni sram, je treba vse Google verjeti, a? Se date vse nasrat, ne? Le najbližje bo po te potki, mim te bajte. Čez dvorišče v te bajte bomo šla. Marinka, dej naštimi tlebe, pa povej kam. No, pa še nekaj sem izvedel. Poleg tega pa, tako povedo domačini, so ti vozniki tudi nekulturni. So pa tudi zelo nesramni, zahtevajo vedno, da mi se umikamo, da ne vem kaj. Mislim, včasih imamo tega zadosti. Vozijo hitro, so nam letos že 2 kužka povozili. Sam, da se pride do Umaga, a? Na naslednjem križišču zavite levo in povozite kužka. Normalno, da so nesramni, če so celo leto delali, da grejo zdaj na dopust. Zdaj je cel svet njihov, kaj vam ni jasno? No, če se vrnemo k avtocestam, Dars vidi v njih samo v mesecu maju tak problem, da so državo prosili tole. Sicer pa javnost razburja dopis Darsa, naslovljen na Ministrstvo za javno upravo. V tem času pričakujemo povečan promet iz tujine, ki se bo združil z dnevnimi prometnimi konicami v Sloveniji. Potovalni časi v službo in domov se lahko povečajo. Predlagamo, da proučite možnosti, da bi se v navedenih dneh delo v javni upravi v čim večjem obsegu opravljalo od doma. Dopis je presenetil tudi hrvaške medije, prometnim operaterjem pa se predlog zdi smiselen. Kaj pa, če bi kar trajno razpustili 50% javne uprave? A ste za? Davki bojo nižji, ceste bojo prevoznejše, pri storitvah se ne poznali pa čisto nič. Ampak jaz mislim, da ga je Dars malo pobiksil s to prošnjo. In zakaj, boste videli na podlagi odziva Ministrstva za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo se je že odzvalo. Poteka razprava v okviru vladne delovne skupine, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Diskusija poteka v smeri, da bi ob prometno najbolj izpostavljenih dneh v letu bilo v organih državne uprave priporočeno delo od doma. O tem govorim. Ja, bomo proučili prošnjo definitivno, ampak bomo morali ustanoviti delovno skupino. In to bo koštalo, pa ta delovna skupina bo morala lih tako v službo priti delati. Dars, še večje sranje ste naredili s to prošnjo, še večji promet bo. Delovne skupine na ministrstvih, to je koliko? 500-600 ljudi na skupino? 550. Res lepo moram reči, ker pri nas je tako, da če nočeš nekega problema rešiti, pol ustanoviš delovno skupino. Imaš še večje stroške, večjo gužvo, ampak pustimo zdaj to, kot pravi moj televizijski kolega Hoco Jud. 1. maj je za nami in 2. maj tudi. Praznični teden, ste kurili kaj kresove? Ste požgali kakšno bajto? Se je kdo samo vžgal mogoče? Ne vem. Koliko ste kaj radikalni. Po Sloveniji, sploh po manjših krajih, smo imeli res zavidljive in visoke kresove. Recimo tale je iz Goričan pri Medvodah. Kres, ki ima zagotovo eno lepših kulis in je zavidljive velikosti, jim je predstavljal tudi največ dela. Ta kres je zdaj visok 7 metrov. Bi bil lahko še večji, ampak zaradi požarne varnosti pa to smo ga malo zmanjšali.
Zdaj to zveni kot nekaj, kar rečem dekletu včasih v kakšni intimni situaciji. Ljubica, to je drugače 7 centimetrov. Lahko bi bilo večje, sam zaradi požarne varnosti. 5 let sem star, je tako. No, dajmo pogledati, kako so se po Sloveniji odvili dogodki 1. maja. Začelo se je z budnicami, Edko. Dobro jutro, Slovenija! Ura je 6 in godbeniki slovenskih godb že od ranih jutranjih ur korakamo in zbujamo vaščane slovenskih občin. Ni treba, puste jih spat. Ker se bojo sam zbudili, pa šli gužvo delati na cesto. A smo videli ali nismo videli prej? Mogoče je to usoda slovenskega naroda, da trajno zaspimo. Ker kaj pametnega v tej državi ni za pričakovati, po moje. In kako so ogoreli kresovi, recite na ključen kraj v Sloveniji. Ajde, imamo vse posnet. Kaj vas zanima? Moravče. Moravče? Ne, Čušperk? Ja! Čušperk, super! A nismo vadili prej. Čušperk! Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo v Čušperku. Letos je kres visok 8 metrov. Dober gori zdaj. Ja, v redu. Zdaj je to dik spravo, zdaj ta prav. Zato, ko počas gori od vrha dol, da se na spodnja stran počas širi. Drugače super hitro pogori. Mi dva dost stran zdaj stojiva. Ja, zadost. Zadost, ne bo me užgal. Ne. Ogenj je ogenj, lahko zgoriš. Jaz upam, da ni ven zgorel in da so se pošteno najeli. Zdaj le bom zmotila najbolj pomembne dame tega večera. Dober večer. Dober večer. Kako lačni so Čušperčani? Zelo. Zelo, ampak vi imate dovolj hrane. Absolutno, vedno. Že drugo leto zapored pa tudi carski praženec z domačimi sestavinami. 100 jajc domačih, 50 litrov mleka, 13 kg moke. Pa vam kaj zadiši, da bi sami vmes probali? Se probamo. Ja, se probate, normalno. Brez problema. Pijačem tole že 3 ure, sem najmanj 10-krat njeter pljunil. Zabave? Kaj mislite, da ni? Zabave so trajale pozno v noč do zgodnjih jutranjih ur. Kaj se pa danes pleše na takih zabavah, a kje veste? Mi samo račke znamo. Kako pa grejo račke? A še znate? Okej. Vsaj to. Po toliko pirih jaz ponovadi sam mrtvaka plešem. Zdaj pa morda k najpomembnejši novici preteklega tedna. Številke 2, 3, 6, 15, 35 ter dodatni 1 in 3. To je dobitna kombinacija, ki je polepšala dan 2 dobitnikoma, enemu iz Slovenije. Iz katerega konca države prihaja srečnež ali srečnica, še ni znano. 60 milijonov evrov! Bravo! Iskrene čestitke človeku ali človekinji. Mi ne diskriminiramo v oddaji ta teden. In rad bi rekel še tole, da smo vsa ta leta delali to oddajo samo za vas, ki ste osvojili ta denar. Res. Res. To je bilo zato, da smo popestrili prav vaše večere, ne od teh ostalih gledalcev, ki niso zadeli jackpota, to raje v glupo. Ne, to je samo za vas. Naj se ve, to zdaj povem. Naj se ve, da vas imamo radi, dragi zmagovalec ali zmagovalka jackpota. Res. Kaj pravite, če bi milijon? Dajte no. Tega pa jaz ne bi mogel sprejeti, oprostite. Date milijon, vam bo ostalo samo še koliko? 59 milijonov. To je pa malo denarja. Ampak, če vztrajate, dobro, davek bo še nekaj šel v stran, ampak če vztrajate, vi sam povejte, bomo dali TRR. Naši pisci so lačni, naš grafik Klemen pogreva en isti ajmoh že cel mesec. Kruh not namaka. Naš studio razpada. Vse je povešen, visi dol. Naša publika mora flašo šnopca spiti, da se sploh kaj smijo. Pa mimo grede med nami, publika makarje. Vse se hecam, nima je res.
kamere imamo samo 2, od tega ena se sploh ne da premikati. To je slika moje pisarne. Kako boš delal? Kako boš delal v takih razmerah? Ampak, da bi nam dali milijon, ne no, dajte nam je. Ne no. Ampak ga bomo pa vzeli, če date, to pa ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.